Menda je tukaj na tej lokaciji umrlo 9000 ljudi in menda so duhovi po celi tej zgradbi. Upam, da bom kakšnega videla. Pred kratkim sem obiskala mesto v Arizoni, ki je znano kot mesto duhov. To je večina njihovega turizma in to z razlogom. Večina prebivalcev mesta je bila do leta 1950 zaposlena v 2 lokalnih rudnikih bakra, leta 1950 pa je šlo vse navzdol, ker sta postala neprofitna. V naslednjih letih so mesto zapustili skoraj vsi prebivalci. Predtem je populacija segala preko 15 000, zdaj pa živi tam le okrog 400 ljudi. Ok, čas je, da gremo. Kako naj zdaj to naredim? Gremo. Prezgodaj. Prva postojanka, malo hrane, gremo lulat, potem pa še 4 ure vožnje do Juwan. Sama sem se odločila, da prenočim na eni izmed najbolj znanih lokacij duhov. In to je Grand Hotel, ki je bil zgrajen leta 1926 in je služil kot bolnišnica. V 24 letih je v tej bolnišnici umrlo 9000 ljudi. Zdaj gostje menda lahko opazijo čudne prikazni, premikanje pohištva, trkanje na vrata, največkrat pa omenijo starega vzdrževalca, ki so ga leta 1935 našli mrtvega zaradi grozljive nesreče z dvigalom. Ta hotel je ena izmed najbolj zastrašenih lokacij v celi Arizoni in menda so duhovi po celi tej zgradbi. Upam, da bom kakšnega videla. Poglejmo si razgled. Ok, gremo pogledat sobo. Tada! Pa bomo videli, kakšni duhovi gleda. Jaz sem pripravljena na to, da bom videla ful enih duhov zdaj. Kaj je bilo to? Kaj je bilo to za mano? Največ teh opažanj prihaja iz 3. nadstropja. Gostje in hotelsko osebje so slišali in videli nekaj, kar je videti kot 4 ali 5-letni otrok. Teče po hodniku, včasih se hihita, včasih joka, med drugim se pa otrok rad pojavi tudi ob vznožju postelje. Verjetno najbolj zastrašena soba v hotelu je soba 32. Seveda sem poskušala dobiti sobo 32. Nažalost me je za 10 minut prehitel gospod pred mano in na koncu sem dobila sobo 34. Zvečer sem šla na organizirano lovljenje duhov. Obiskali smo staro zapuščeno šolo, kjer sem spoznala duha Boba. In potem smo šli še na pokopališče, kjer je z mano odgovoril 7-letni otrok Bruno. Tisto noč je sledila tudi močna nevihta, ki je nisem snemala, ker me je bilo preveč strah za avto zaradi ogromne toče. Naslednje jutro je pa izgledalo, kot da se po noči ni nič zgodilo. Pojedla sem zajtrk in šla na sprehod po mestu. Seveda je obisk trgovine Pussifer skoraj da nujen, če prideš v Jerome. Vsi, ki veste, kaj je A Perfect Circle, bi bili tu kar precej veseli.
Všeč mi je tudi to, da je mesto precej usmerjeno k umetnosti in ročnim izdelkom, kar je seveda bilo precej stresno za mojo kreditno kartico. To mestece ima res en tak poseben čar in razgledi so povsod fenomenalni. Še ena stvar, po kateri je to mesto znano že več desetletij, so bordeli. Po kosilu je bil čas za odhod in vožnja v naslednje mesto, kjer se pa ta zgodba nadaljuje.